Svetovala bi si kot najstnici pa to, da v bistvu padci v življenju so nekaj dobrodošlega, da v bistvu iz napak, pač kakor se sliši to klišejsko, iz napak se ljudje največ naučimo, ne. Saj, če je vse dobro, vse super, fino, fajn, takrat se naučiš, ne. Takrat v bistvu ti je vse super. Tako da to se mi zdi res ena pomembna stvar. Druga stvar, ki bi si jo svetovala, je, da metuljčki v trebuhu niso vedno odraz tiste prave ljubezni, ne. Da v bistvu tista prava ljubezen, ki pride, je mirna, ne. Je nežna, je globoka, ti daje čisto neke druge občutke kot tisto, kar misliš kot najstnik, da je prava ljubezen, neka vzhičenost, adrenalin, metuljčki, ne, da ti srce nabija, ne, pač to se mi zdi res ena pomembna stvar. Potem, da starši v bistvu niso tvoji nasprotniki, sovražniki, zaradi tega, ker starši vse, kar želijo, je, da ti gre v življenju dobro in izhajajo pa iz nekih svojih izkušenj, ker so nenazadnje bili tudi oni najstniki, in da jim ni tako slabo prisluhniti in sprejeti kakšen njihov nasvet in se z njimi pogovarjati. In pa tudi to, da v bistvu v življenju se konstantno spreminjamo, ne. In da v bistvu to, kar misliš ti zdaj, čez 10 let ne bo imelo nobenega več vpliva lahko na te, ne. Da je sprememba edina stalnica, ne, v življenju. In to je to, no, na kratko. Ok, the best. Upam, da si zadovoljna z odgovorom, gospa Picelj. Drugače pa, daj mi še povej, dotaknila si se točno te ljubezen, zaljubljenost, to je eno vprašanje, ki vedno ga tudi damo ven. Se pravi, zelo je zadovoljna je napisala. Hvala. Kaj je potem, točno to, no, mogoče si že odgovorila, ne, se pravi, moje vprašanje je, kaj je srčika tega odnosa z Erminom, ne, se pravi, prej si mi omenila, da ste skupaj že 7 let. Ja. Saj je veliko primerov, ki so ljudje dolgo skupaj, ampak med nas mladimi pa ni toliko veliko. Je dosti več teh, ki so, pa pol se znajo hitro razideti ali pa nekako ne ujameš več, kot leto pa pol, 2. Dosti primerov je tam zunaj, a ne. Se pravi, kaj vaju napaja, kaj napaja to vajino odnos? Pač jaz bi tukaj rekla eno stvar, ne, da tisti, ki govori, vse je super, medva sva super enkratno, tisti se laže, ne. V vsakem odnosu pridejo vzponi in pridejo padci. In pridejo dnevi, ko se ne moreš videti, ne. Pridejo pa dnevi, ko enostavno bi se najrajši razjokal od veselja in sreče, da si našel takšnega življenjskega sopotnika, ne. Zdaj, treba pa je vedno znati, za moje pojme, reševati te situacije, ko pridejo te padci, ne. Da se znaš usedeti, da se znaš pogovoriti, da znaš najti nek kompromis. Znati je treba popuščati. Ne vedno